dober večer, vsem, kolikor nas je še ostalo. Evo, Iviljana vas vse lepo pozdravlja. Jo imamo na liniji, na telekomandi, videokomando. Iviljana, zdaj te vsi vidimo na Zoom in te prosim, če kar začneš. Tukaj bi prosil za tišino. Ja, ok, lahko. Smeh izboljšuje zdravje. Mihael mi je omenil, da vam je kar nekaj resnic povedal, ki so vas sigurno užalostile ali presenetile. Jaz pa vam bom povedala skrivnost. Skrivnost dolgega življenja in skrivnost zdravja. To je smeh. Ja, res je, smeh. Smeh je več kot polovica zdravja. In zaradi številnih zunanjih dogodkov in okoliščin se ljudje jezijo, so v stresu, se ločujejo, prepirajo in telo oboleva. Znanstveno je dokazano, da 1 minuta iskrenega smeha podaljšuje življenje kar za 1 uro. In če bi se res smejali 24 minut na dan, pomeni, da 24 ur dan lahko živimo. In če bi bili ljudje ves čas srečni, bi lahko živeli zelo, zelo dolgo in srečno življenje. Zakaj je smeh tako pomemben? Zato, ker prebuja pozitivna čustva v nas. In izboljšuje se imunski sistem. In pri tem se tudi ustvarjajo protitelesa, da smo bolj odporni za razne bacile, bakterije in zunanje težke okoliščine. Smeh izboljšuje tudi telesno zdravje, ker med smehom smo veliko bolj predihani, sploh pa če se smejimo s celim telesom, tudi s trebuhom. Izboljšuje telesno počutje, sprožajo se dodatni endorfini, in zaradi tega je smeh izredno zdravila. Kako pa lahko izboljšamo situacije oziroma okoliščine, da imamo več smeha v svojem življenju, pa vam bom povedala par načinov. Zelo preprost način je gledanje komedij, stand-up komedije ali filmov komedije. In tega je dovolj na YouTubeu, dovolj je tudi že raznih filmskih posnetkov, tako da, kadar smo slabe volje ali v stresu, ne gledajmo kriminalk, ne gledajmo vojnih filmov, ne gledajmo slabih poročil, predvsem se odločimo, da bomo gledali resnično odlične komedije ali kako dobro stand-up komedijo. Drugi način, ki ga pa naše Društvo za srečno življenje Belis že 2 leti seje v Sloveniji, pa je druženje s prijatelji, ki smo se odločili za ljubezen, za resnico in za druženje v smislu prijateljstva. V smislu, da drug drugemu na en način držimo tisto lučko, da gremo z veseljem, z radostjo in z upanjem v lepši dan skupaj naprej. Zelo je pomembno, da tudi beremo dobre knjige, ki so polne komedij, tistih komedij, ki nas resnično pogrejajo. In še nekaj, kar je zelo pomembno, je, da se udeležimo kakega srečanja, ki že potekajo kar veliko let tudi v Sloveniji, imenujejo se Yoga smeha.
Ja, pravilno ste slišali. Joga smeha je organizirana vaja oziroma terapije, kjer se na en način smejimo brez razloga. Kaj to pomeni smeh brez razloga? Ni nam potrebno gledati komedije, ni nam potrebno se družiti takrat z prijatelji, brati knjige, ampak se priključimo v kaki skupini, ki enkrat do dvakrat tedensko se zberejo in imajo 20 minut, pa tja do 1 ure posebne vaje, ki prebujajo oziroma spodbujajo smeh. Tisti smeh, ki zdravi tudi depresijo, tudi stres, slabo počutje, ki izboljšuje cirkulacijo, izboljšuje dihanje. Torej, moje sporočilo danes, dragi člani društva Belis, dragi člani za srečno življenje, je: smejmo se čim več. Ne samo 1 minuto, ne samo 5 minut. Smejmo se celi dan, vsaj v srcu, v mislih, v besedah in dejanjih, da bomo bolj zdravi, bolj srečni, bolj zadovoljni in da bo naše življenje še veliko lepše, kot ga imamo, če pogledamo na zunanje okoliščine. A veš, kaj so mi prej rekli tukaj v pisarni v prostoru, so rekli, da če imam kakšnega veseljaka, da bi, ker smo imeli zelo, zelo težko temo, zelo veliko informacij, zelo depresivno, kaj vse pripravljajo brez javnih razprav v naši državi in tudi drugod. Način, na katerega to počnejo, smo razpravljali in je res človeka kar mine, a ne, tako da sem ti jaz hvaležen, da si danes vzela to temo, da nekako uravnovesimo to stanje v sebi, ne. Sicer se zdaj ne smejimo, ampak mislim, da je prav, da imamo to informacijo, da v neki fazi človek ve, da se lahko tudi kak vic prebere, si ga poišče, se sprosti, ker če smo skozi napeti in v nekem čakanju in obupu in v depresiji, to ni dobro. Tako da srčna hvala, Ivilijana, za to. Mogoče še dodatek. Smeh je zdravilo brez stranskih učinkov, če brez plačanja. Smejmo se, veselimo se življenja, ker ga lahko mi izkušamo na tak način, da se smejimo, pa če tudi samemu sebi. Ja, bravo. Srčna hvala. Pozdravljam. Ja. Vse preživite. Ja. In da na YouTubeu poiščete resnično kakšno dobro skladbo, kjer dajo na prvo mesto smeh in veselje. Hvala lepa in velik srčni pozdrav od mene. Hvala. Hvala ti, srčna hvala. Okay. Dio. Ja, vsi te pozdravljajo lepo. Ja, najlepša hvala. No. Najlepša hvala. Ja, srečno. Dio. Srečno in veselje v Ja. srcu, da bomo endorfini šli na visok nivo. V redu, hvala. Stresi ven iz vas. Okay. Dio. Rada vam, Ja. srečna. Hvala. Evo, tako, to je bila z nami Ivilijana. Dala nam je par lepih, pametnih napotkov. Jaz se spominjam, ne vem, koliko je tega zdaj, 10 let plus, ko je hodila na jogo smeha. Meni je bilo takrat to čisto out of space, neko joga, pa smeha, pa joga. Ampak veste, kaj se je zgodilo, ne? Doma sem jaz osebno sem začutil spremembo na tej osebi, moji ženi, ki naenkrat nisem več prepoznal. Iz tiste resne, stroge osebe sem znala nasmejati tudi mojim hecom. Namreč, jaz sem po naravi bil čarodej, rad sem se hecal, rad sem kakšne stvari povedal, ona je pa to skrajno resno poslovno vzela. Kako si to naredil, to si goljufal, ti si prevarant in skozi je bilo vse strogo. Po jogi smeha, pogledajte, a veste, mi je pa življenje začelo se malo spreminjati in tudi sem rekel, hvala Bogu, končno, aleluja, jogi smeha, ne, pa zdaj, ali je to video, ali so to avseniki, ali je veseljak,
človek, če ni nasmejan, pa če ni dobre volje, pa če ne poišče v sebi tistega zadovoljstva, ki, kako je rekla, endorfine dvigne, da je to pač to. Tako da zadovoljstvo naj se pokaže na ustnicah, nasmeh nič ne stane. Nekdo me je zadnjič popravil, je rekel, injekcije imajo nestranske učinke. Oprostite, injekcije nimajo stranskih učinkov, ampak direktne učinke. In smeh ima tudi direktni učinek na boljše počutje.